pozdravljeni Gospodovem imenu. Dajmo slavo in čast našemu Bogu. Tako kot psalmist v psalmu 104 v prvi vrsti pravi: slavi moja duša Gospoda. Gospod moj Bog, zelo si velik, veličastvo in sijaj si oblekel. In naš Bog nas resnično ljubi. Poslal je svojega sina in je umrl za naše grehe, da imamo v njem odpuščanje, mir, spravo, večno življenje. Skupaj slavimo in poveličujmo našega Boga tudi to nedeljo. Vreden si, da slavi vsaka pesem te. Vreden največje slave, ki tebi gre. Vreden, da vsak moj dih za te vdihnem, le živim za te. Jezus, ime nad vsemi je zvišeno. Jezus, edino ti rešiš nas lahko. Vreden, da vsak moj dih za te vdihnem, le živim za te. O, živim za te. Svet si, niče ti enak ni, nenadomestljiv si. Naj spregledam in se čudim, razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš. Vreden si, da slavi vsaka pesem te. Vreden največje slave, ki tebi gre. Vreden, da vsak moj dih za te vdihnem, živim za te. Jezus, ime nad vsemi je zvišeno. Jezus, edino ti rešiš nas lahko. Vreden za vsak svoj dih, za te vdihnem, živim za te. O, živim za te. Svet si, niče ti enak ni, nenadomestljiv si. Naj spregledam in se čudim, razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš. Svet si, niče ti enak ni, nenadomestljiv si. Naj spregledam in se čudim, razkrij mi, kdo si, daj srce mi, svoje vodi me, da ljubim, kakor ti vse ljubiš. in
ljubezni tvoji bom gradil življenje. Ti si temelj, trdnovate bom zaupal, nič od tebe mene loči. Na ljubezni tvoji bom gradil življenje. Ti si temelj, trdnovate bom zaupal, nič od tebe mene loči. Niče ti enak ni, nenadomestljiv si. Naj spregledam in se čudim. Razkri mi, kdo si, daj srce mi svoje, vodi me, da ljubim, kakor ti vse. Želim nadaljevati s temo zmagovalno življenje. Za zmagovalno življenje je potrebna sprememba naše miselnosti. Želja človeštva je sreča, zmagovalno življenje. Toda ena od globokih resnic je ta, da v svojih srcih vsi bijemo borbo in se soočamo z razočaranjem nad svojim življenjem. Želimo uspeh, srečo, zmago, toda velikokrat nas prevzame občutek nezadovoljstva, razočaranja, obupa. Včasih celo tedaj, ko nam stvari v življenju uspejo. Vse bolj spoznavamo, da se to dogaja, saj danes veliko govorimo o pozitivnem razmišljanju, o pozitivni energiji. Moramo biti iskreni, z negativnim se srečujemo vsi, verni in tudi neverni. Nekje globoko v nas, če priznavamo ali ne, vlada negativna miselnost. Težko je imeti zmagovalno miselnost, kaj šele živeti zmagovalno življenje, če v srcu prevladuje negativnost. Jezus je povedal, kar prihaja iz naših ust, to je v naših srcih. Zakaj je temu tako? Poglejmo, kako apostol Pavel opisuje svoj notranji boj. Ne delam namreč dobrega, ki ga hočem, marveč delam zlo, ki ga nočem. Če pa delam to, česar nočem, tega ne počenjam več jaz, ampak greh, ki prebiva v meni. V sebi torej odkrivam tole postavo. Kadar hočem delati dobro, se mi ponuja zlo. Kot notranji človek namreč z veseljem soglašam z Božjo postavo. V svojih udih pa vidim drugo postavo, ki se bojuje proti postavi mojega uma in me oslužnjuje postavi greha, ki je v mojih udih. Jaz nesrečnež, kdo me bo rešil telesa te smrti? Pavel zelo jasno opisuje svoj notranji boj z negativnim. Želi delati dobre, pozitivne stvari, toda zgodi se mu, da napravi slabo, negativno, uničujoče. Pavel se oglaša, sprejema, veruje Božji postavi, zapovedim, ki jih je dal Bog. Dobro je, da se spomnijo, da je Bog v stari zavezi izraelskemu ljudstvu dal zapovedi, da bi živeli, da bi bili očuvani nevarnosti, bolezni, smrti, trpljenja. Obljubil jim je
blagoslov, zmago in ne uničenje. Globoka Božja resnica je, da Bog ponuja vsakemu blagoslov, večno življenje, vendar nas ne prisiljuje, da to sprejmemo, verujemo ali tako delamo. V Božji besedi, v pismu Rimljanom, v 1. poglavju, 24. in 25. vrsta mi beremo. Zato jih je Bog prepustil poželenjem njihovih src v nečistosti, tako da so sami skrunili svoja telesa. Božjo resnico so zamenjali z lažjo. Častili in obožavali so stvarstvo na mesto stvarnika, ki je slavljen na veke. Amen. Bog je dal človeku svobodno voljo. Pavel pravi, prepustil. Kaj se je zgodilo? Resnico smo zamenjali z lažjo. Častili stvarstvo na mesto stvarnika. Človek je postavljen v ospredje, ki pa je podvržen negativnem grehu, ki pomeni zgrešiti cilj v življenju. Če želimo živeti zmagovalno življenje, moramo spremeniti svojo miselnost. V Rimljanom 12, to poglavje 2. vrsti beremo. In nikar se ne prilagajate temu svetu, ampak se tako preobražate z obnovo svojega uma, da boste lahko spoznavali, kaj hoče Bog, kaj je dobro, njemu všečno in popolno. Božja beseda nas ne uči, naj se ne prilagajamo tistim dobrim stvarem v tem svetu. Ampak Božja beseda nas tukaj uči, naj se ne prilagajamo negativnim, uničujočim stvarem v tem svetu. Naj je naše mišljenje spremenjeno. Naj spoznavamo to, kar je dobro, to, kar je popolno, to, kar ima resnično Bog za vsakega človeka. Uničujoče stvari so med nami in mi potrebujemo Božjo pomoč. Mi potrebujemo vero, kjer spreminja naše mišljenje. Pavel ima odgovor. Ampak se preobražate z obnovo svojega uma. Potrebno je spremeniti miselnost. Kaj hoče Bog? In videli smo, kaj hoče Bog. Kaj je njegova volja? Hoče dobre, hoče popolne stvari. Nekaj, kar je resnično dobro za naše življenje, za ljudstvo. Nekaj, kar resnično prinaša zmagovalno življenje. Pavel razkrije zmago nad negativnim. Rimljanom 7:24 pravi, jaz nesrečnež, kdo me bo rešil telesa te smrti. In potem v 8. poglavju od 1. do 4. vrste nadaljuje. Zdaj ni torej nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu Jezusu. Kajti postava duha življenja v Kristu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti. Kar je bilo namreč nemogoče postavi, ker je bila zaradi mesa brez moči, je uresničil Bog s tem, da je poslal svojega sina v podobi grešnega mesa, da bi premagal greh, je osvobodil greh v mesu. Zapovedi postave naj bi se tako izpolnili o nas, ki ne živimo po mesu, ampak po duhu. Ni več nobene obsodbe za tiste, ki so v Kristusu. Vsi ljudje imamo vest, ki nam razodeva, kaj je prav in kaj ni. Seveda, ko delamo uničujoče negativne stvari, nas prevzame razočaranje in obup. Občutek za zmago je premagan. Smo poraženi, razočarani in večkrat občutimo občutek krivde.
Toda Pavel pravi, tisti, ki so v Kristusu, za njih ni več nobene obsodbe, kajti Jezus je odpustil njihove grehe in jim ponuja novo, zmagovalno življenje. Jezus je prinesel zmago, je premagal greh, obsodil greh, ker je Jezus premagal greh na križu in ga obsodil. Imamo vsi, ki smo sprejeli njegovo zmago in ga prosili odpuščanja, novo življenje po duhu. Zapovedi postave se izpolnjujejo v nas po duhu. Moč Svetega Duha nam daje moč, da lahko izpolnjujemo zapovedi. Postava. Božje zapovedi niso več pogoj za odrešitev, ampak le usmeritev za odrešitev, za zmagovalno življenje. Naša postava je v Kristusu in se razlikuje od stare zaveze, v kateri se veliko prepleta zunano obredje, ki je samo predslika, kaj se mora dogajati v našem srcu. Zmagovalno življenje je odvisno od postave duha. Kajti postava duha, življenja v Kristu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti, pravi Božja beseda. Sprememba naše miselnosti. Kaj nam je prineslo Kristusovo življenje? Postavo duha, svobodo, možnost za zmagovalno življenje. Nikoli ne glejmo nazaj, če želimo z Božjo močjo zmagovati v svojem življenju. Sveti Duh nam kaže, da ne smemo nikoli gledati nazaj na postavo greha in smrti, iz katere smo bili rešeni. Bog nas je pripeljal do novih stvari, novega reda, do življenja ljubezni in svobode v Kristusu. Mnogi so prišli v novo življenje preko moči Svetega Duha. To je tako kot Galačani, potem so se vrnili v postavo. Ne smemo se obrniti iz življenja po duhu v življenje človeške moči. Pavel pravi, o nespametni Galačani, le kdo vas je uročil, ko je bil prav vaši očem prikazan Jezus Kristus in sicer križani. Rad bi izvedel od vas samo tole, ste prejeli duha zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali. Tako nespametni ste, začeli ste z duhom, zdaj pa končujete z mesom. Ste toliko pretrpeli za manj, ko bi vsaj bilo za manj. Mar ta, ki vam daje duha in dela med vami čudeže, to dela zaradi del postave ali zaradi vere v to, kar ste slišali. Potrebno se vrniti nazaj k novi zavezi. Če smo bili ujeti v kakšno zanko, ni druge poti kot vrniti nazaj, spreobrnenje. Če zgrešimo, ni druge poti, kot da Jezusa prosimo odpuščanja. Oziroma, če je bil kdo prizadet pri tem, uredimo tudi z njim in gremo po duhu naprej. Videli bomo, da v takšni meri, ko non-stop gledamo nazaj, bomo prikrajšani za blagoslove, ki jih ima Bog za nas. Moramo vedeti, kako čudovito je v Gospodu, ko hodimo po duhu, ki deluje v nas. Obstaja zmagovalno življenje. V nas je nekdo, ki nam daje zmago. 1. Janez 4:4. Otroci, vi ste od Boga in ste jih premagali, ker je ta, ki je v vas, večji od onega v svetu. Naj je naša miselnost zmagovalna. Seveda bodo skušnjave in preizkušnje prišle včasih do vrhunca naše moči. Toda če živimo po duhu,
sredi najtežjih preizkušenj Bog najde pot. Obstaja bitka za zmagovalno miselnost. V Mateju Jezus pravi takole: toda posvetne skrbi, zapeljivost bogatstva in poželenja po drugih stvareh se prikradejo vanje in jim zadušijo besedo, tako da ne postane nerodovitna. Mnoge stvari hočejo uničiti, zadušiti našo zmagovalno življenje. Težave, problemi. Ampak pridimo in dovolimo, da moč Svetega Duha deluje v nas. Naj se naša miselnost spreminja, da v Jezusu smo zmagovalci. Mi živimo v tem svetu, ki je nekako proti naši zmagi. Zato moramo imeti zmagovalno miselnost. Ali bodimo novi ljudje. Efežanom 4, 22 do 24 nam Božja beseda pravi: treba je, da odložite starega človeka, kakor je živel doslej, in ki ga uničujejo blodna poželenja, da se prenovite v duhu svojega uma in oblečete novega človeka, ki je po Bogu ustvarjen v pravičnosti in svetosti resnice. V Jezusu smo nove ljudje. Pavel pravi, naj smo ljudje, ki delamo dobre stvari, naj zmagujemo nad negativnim. Ne obupajmo, ko gremo skozi težave, kajti Bog ima zmago za nas. Čeprav so moče pritiski, Jezus je vse storil, da mi lahko živimo zmagovalno življenje. In njegova zmaga za nas prihaja po moči Svetega Duha. Vsak dan obnavljamo svojo miselnost, kajti zaradi Jezusa mi smo zmagovalci. Združimo se v molitvi in prosimo Svetega Duha, da nam razodeva Božjo besedo in da v naša srca pride ta sprememba, da smo zmagovalci, da sprejemamo v umu, ali lahko rekli v duhu in resnici, da je zmaga dobljena in se učimo vsak dan zmagovalnega življenja. Jezus, mi se združujemo v molitvi in te prosimo, uči nas zmagovalnega življenja. Še posebej tedaj, ko gremo skozi stiske, ko gremo skozi težave, naj zaupamo tebi. Naj prav tedaj dovolimo tebi, Svetemu Duhu, da se naša miselnost spreminja, da ti vse zaupamo in vemo, da si naša pomoč in naša zmaga. To te prosimo v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Želim vam vsem zmagovalno življenje. Zato prenavljajmo vsak dan svojo miselnost. Naj je vse bolj podobna Božji miselnosti. Blagoslovljeno nedeljo. Amen.